Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi zadnji brifing pred veliko nagrado Kitajske. Kot ponavadi si bomo skupaj pogledali vse tiste zanimive točke pred samim začetkom nedeljske dirke. Kot običajno bo tudi tokratni zadnji brifing razdeljen na 3 dele. V prvem si bomo ogledali, kaj se je zgodilo v sprintu in predvsem na kvalifikacijah za nedeljsko dirko. V drugem delu bomo našo pozornost usmerili k ritmu pri posamezni ekipi. In na koncu bom podal še mojo osebno napoved glede možnih strategij. A začnimo s samim sprintom, kjer smo videli prvo zmago Lewisa Hamiltona v Ferrariju. Ampak, da ne bo pomote, ne gre za zmago na dirki za veliko nagrado, temveč samo v sprintu, kar statistično ne šteje ne vem koliko. A vseeno, Lewis Hamilton je nekaj dokazal, da vkolikor je motiviran, vkolikor vidi, da lahko zmaga, zna še zmeraj biti presneto hiter in seveda tudi bojevit. Vkolikor se bori kam za 10., 9., 8. mesto, nima takega pristopa, kot smo ga videli danes zjutraj. Lewis Hamilton je znal za seboj zadržati na primer Maxa Verstappena, kar konec koncev ni nekaj samo po sebi umevnega. In če sedaj lahko rečemo, da je to Lewis Hamilton, ki nam je všeč in si ga želimo gledati, kaj bi lahko dejali na primer o Oskarju Piastri? Menim, da pravzaprav je McLaren tisti, ki ima rahlo tehnično prednost, ampak Piastri je dokazal svojo zrelostjo, da lahko drži korak z Maxom Verstappenom. Na koncu ga je tudi prehitel in pokazal, da pravzaprav ga Verstappen nekako ni sposoben spraviti v kot. Tista dva voznika, ki sta na sprintu vsaj mene najbolj razočarala, sta Lando Norris in Charles Leclerc. Oba sta bila dobesedno nevidna. Verjetno marsikdo izmed nas je od njiju pričakoval več. Govorimo o Landu Norrisu, vozniku, ki bi se moral boriti enakovredno z ostalimi vozniki za sam naslov. Ampak tokrat na sprintu je bil daleč pod pričakovanjem. In Charles Leclerc je voznik, ki bi moral pri skuderiji Ferrari igrati vodilno vlogo, ampak pri prvi priložnosti, ko bi lahko zasijal v vsej svoji veličini, je pustil Lewisu Hamiltonu, da je prevzel njegovo vlogo. In konec koncev Leclerc ni bil sposoben biti niti na zmagovalnem podu. Sedaj, marsikdo bo dejal, da je imel Charles Leclerc težave s pnevmatikami. Tu imam ritem za vodilne voznike. In seveda v kotu lahko vidimo tudi povprečno degradacijo, ki so jo imeli na krog. In lahko takoj opazimo, da vrednost pri Hamiltonu in pri Leclercu je primerljiva. Torej, Lewis Hamilton je bil sposoben hitreje voziti ob enaki degradaciji kot Charles Leclerc. In to je nekaj, o čemer se moramo zamisliti. Tudi ob našem napovedovanju prihodnosti, a o tem malce več nekoliko kasneje. Seveda, videli smo na sprintu, da Lewis Hamilton še zdaleč ni tisti voznik, ki bi nekako prišel v Ferrari nekako po neke vrste labodji spev. Ampak
Po drugi strani, kaj so nam pokazale kvalifikacije? Potrdile so marsikatero teorijo. Prvič to, da je McLaren s svojim bolidom MCL39 res v rahli tehnični prednosti. Ampak po drugi strani potrdile so tudi, da je Oscar Piastri tisti, ki kaže največji talent, najboljši pristop k celotni zadevi. George Russell je znal presenetiti in prišel je, bodimo iskreni, rahlo više, kot smo ga pričakovali. Bil je boljši tudi od Landa Norrisa, ki zopet ni izkoristil potenciala. Ampak na koncu štejejo točke in ne potencial. Max Verstappen iz dane priložnosti je izvlekel maksimum in zopet na kvalifikacijah ne moremo mimo dejstva, da je bil Lewis Hamilton boljši od Charlesa Leclerca. In verjetno vsi mi, navdušenci, se strinjamo, da so pravzaprav kvalifikacije tista močna točka samega voznika iz Monaka. Ampak kot smo videli na kar zadnjih nekaj kvalifikacijah, ni še zablestel v primerjavi z bistveno bolj izkušenim Lewisom Hamiltonom. Ampak zanimivo bo spremljati, kaj bo na sami dirki. Seveda ne moremo mimo tistega, kar je pokazal Izak Hadjar. Je pod visokim pritiskom, ne sme si dovoliti podobne napake, kot smo jo videli v Avstraliji. Ve, da je od vsakega izhoda, ki ga naredi v svojem bolidu Racing Bulls, odvisna njegova prihodnost. Po eni strani ga lahko to motivira, po drugi strani spravi še v večjo nevarnost, da bo napravil napako. A tudi tu bomo videli, kaj se bo zgodilo. In treba je seveda poudariti, da Andrea Kimi Antonelli, glede na izkušnje, ki jih ima, je zopet pokazal veliko, tako na sprintu, kot tudi na kvalifikacijah. Res ni še primerljiv, naprimer s Georgeom Russellom, ampak od voznika, ki je iz Formule 4 direktno prestopil v Formulo 2, tam ostal samo eno sezono in je sedaj, recimo temu, lahkotno v točkah in lahkotno v tretjem delu kvalifikacij, pravzaprav mi, navdušenci, ne smemo pričakovati nič več. Vsaj ne v tem začetnem delu sezone. Seveda, če se ozremo tudi malce nazaj po samem štartnem razporedu, bomo zopet opazili, da naprimer pri Aston Martinu sta voznika dokaj blizu, kjer smo zopet dobili potrditev, da Lance Stroll ni toliko počasnejši, naprimer od Fernanda Alonsa. Ampak to v tem trenutku ni tako važno. Bistveno bolj zanimivo je seveda tisto, kar bomo lahko dejali o Liamu Lawsonu. Lawson je izpadel v prvem delu kvalifikacij. In če si bo kdo vzel čas in zavrtel moje posnetke iz lanske sezone, bo seveda ugotovil, da sem že takrat dejal, da praktično kogarkoli bi dali na mesto Sergija Pereza, verjetno ne bo dosegel boljših rezultatov. In tu smo zopet dobili potrditev le-tega. Liam Lawson prvič nima dovolj izkušenj in drugič nima talenta Maxa Verstappena. In seveda to, da ni tak talent kot sam Max, ne smemo šteti v slabo. Namreč redko kdo v celotni zgodovini Formule 1 je bil na nivoju samega Maxa. In verjetno se bo moral marsikdo zamisliti, predvsem tisti, ki so v sezoni 2024 malo da ne histerično zahtevali menjavo Pereza, ker po njihovem naj ne bi bil sposoben. Pri takšnih izhodiščih le kdo bi pa lahko bil. Ampak sedaj smo videli pravzaprav, da se je na štartnem razporedu za dirko vzpostavilo neko razmerje sil, ki odraža po eni strani tisto
tehnično prednost, ki jo ima McLaren, ampak po drugi strani tudi kvaliteto določenih voznikov. Kot ponavadi videli bomo, kaj se bo zgodilo na dirki, kajti imamo kar lepe predpostavke, da se bo tudi kaj spremenilo. A poglejmo si ritem. Predtem še izjemno pomembna informacija. Pri Pirelliju so že pred sprintom spremenili tiste vrednosti minimalnega tlaka. Tako na prednjem kot na zadnjem paru so minimalni tlak dvignili za punkt na kvadratni palec. Če vam je znano, tlake zvišujejo ponavadi za polovico punkta, tako da gre kar za resen pristop k težavam, ki jih imajo ekipe samim zrnjem. In tu si lahko ogledamo na primer fotografijo bolida Charlesa Leclerca tam ob koncu samega sprinta. Na tekalni površini je s prostim očesom vidno, kakšne posledice pušča zrnjenje na samih pnevmatikah. Tako da tudi to moramo upoštevati v nadaljevanju. Izgleda, da ekipe na novo preplasteno asfaltno površino niso postavile dovolj gume, ki bi zrnjenje omili. In sedaj si bomo ogledali ritem. In seveda najlepše je vse razvidno iz grafike, ki je bila objavljena na uradni spletni strani Formule 1. Ampak tudi drugi viri kažejo podobno situacijo. Enostavno bi lahko to razložili tako, da bi dejali, da ima McLaren prednost, ki je razvidna tudi iz ostalih točk letošnjega vikenda posvečenega veliki nagradi Kitajske, in da imamo Ferrari, Red Bull in Mercedes takoj zadaj. Te tri ekipe, ki sledijo vodilnemu McLarenu, so dobesedno poravnane. Tistih nekaj stotink dobesedno ne igra nobene vloge. In zato si lahko predstavljamo, da bo glavni aspekt tudi povezan s samo strategijo, z pravim trenutkom, kdaj bodo pri ekipah se odločili za postanek in verjetno še kakšnim nepredvidljivim dogodkom, kot je na primer prekinitev ali pa morebitno obdobje varnostnega avtomobila. In seveda tu lahko sedaj začnemo razmišljati, kakšna bi bila tista idealna strategija za veliko nagrado Kitajske. Kot običajno sedaj bom predstavil moje osebno videnje, mojo osebno napoved, ki je lahko tudi napačna, ampak menim, da bo najhitrejša strategija z 2 postankoma. Začeti na pnevmatiki medium za približno 16 krogov in nato 2 dela dirke na pnevmatiki hard, vsak bi bil dolg približno 20 krogov. Mnogi se boste sedaj spraševali, zakaj komaj 16 krogov, če smo videli sprint, ki je bil dolg 19 krogov. Ampak na začetku bodo imeli bolidi poln rezervoar z gorivom, torej 110 kilogramov, kar se bo poznalo tudi pri življenjski dobi same pnevmatike, oziroma kdaj bo le-ta degradirala. Obstaja tu v teoriji tudi neka variacija, začeti celo na pnevmatiki soft, še posebej, če ima voznik svež set, odpeljati približno 8 krogov, morda 10, ampak ne verjamem, in nato 2-krat z pnevmatiko hard po približno 24 krogov. Teoretično možna varianta, ampak dvomim, da je hitrejša od prve. Če pogledamo našo drugo resno strategijo, je tista, kjer bi voznik lahko začel na pnevmatiki medium, odpeljal približno 14 krogov, torej nekaj manj kot v prvi varianti, in nato v srednjem delu uporabljal pnevmatiko hard za približno 26 krogov. In seveda to bi pomenilo, da za konec bi lahko nataknil pnevmatiko medium in odpeljal zadnjih 16 krogov. Kar bi bilo izvedljivo, seveda z
praznim rezervoarjem ali za gorivo, bi lahko bolid lepše upravljal pnevmatiko medium in zadeva bi lahko bila tudi zanimiva. Ampak videli smo na samem sprintu, kolikšne težave so imele ekipe. Morda bodo celo prisiljene v strategijo z tereni postank. In to seveda vrstni red, ki ga bom naštel, je lahko drugačen, ampak razumeli bomo bistvo. Začeti na pnevmatiki medium odpeljati 10 krogov, nato s pnevmatiko hard napraviti 18 krogov in seveda zgodbo ponoviti. Zopet pnevmatika medium in 10 krogov, pnevmatika hard in zadnjih 18. Seveda tu bi lahko dejali, da tista zadnja 2 dela bi se lahko obrnila ali pa bi voznik 2-krat zaporedoma rabil pnevmatiko medium, ampak zgodbe ne bi spremenilo. Po mojem mnenju ta zadnja varianta je neke vrste izhod v sili. Zagotovo ne bi smela biti tako hitra kot ona prva, čeprav so deli, kjer bi se uporabljalo pnevmatiko, krajši, to ne bi upravičilo postanka več. Seveda zgodba bi bila izvedljiva z varnostnim avtomobilom, a na to ne moremo računati, kajti na progi bi moral biti prav v tistem idealnem obdobju. A to so moje napovedi, moje videnje glede strategije za prihajajočo veliko nagrado Kitajske. V javljanju v živo pred samim začetkom bom predstavil še enkrat moje videnje in ga primerjal s tistim, kar bo v naslednjih urah objavil Pirelli. Kar se tiče pa našega zadnjega briefinga, kot ste dobro razumeli, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.